pomanjkljivost strankarskih programov v tem, da so premalo celoviti pri teh vprašanjih učinkovite rabe energije, pa zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ena taka celovita rešitev, ki bi bila možna, je to, da se predvidi in sprejme poseben zakon o podnebno-energetskih zadevah. Namreč, ker bi se enotno in po organizacijskih drugih kriterijih ta zadeva obdelala, no, takega zakona ne predvideva nobena izmed pregledanih strank. Prav tako pa so zadržane glede ciljev emisij toplogrednih plinov. Pričakovali bi, da bi vsaj nekatere stranke tukaj malo izstopile. Dejansko je to zares, vendar ne s tako velikim korakom, kot bi si nevladne organizacije želele, da ta program zares predvideva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 50% do leta 50. Tisto, kar bi pa bilo potrebno, če bi se želeli izogniti posledicam podnebnih sprememb, je pa 80% znižanje. Vsaj v tem dolgoročnem smislu, to prav strateške in iz tega bi potem izhajale tudi kratkoročne aktivnosti. No, to je na vsak način korak v pravo smer. Ostale stranke pa bolj ali manj izrecno dajejo podporo politiki, ki je v Evropski uniji že uveljavljena ali pa je na najboljši poti, da se uveljavi. V institucionalnem smislu pa socialna demokracija predstavlja oziroma ponuja idejo, da se ustanovi neka vladna služba, SDS pa predvideva vzpostavitev Ministrstva za trajnostni razvoj. Pomanjkljivosti, ali pa tisto, kar pogrešamo v strankarskih programih, in sicer v celoti, to se pravi nobena stranka tega ni predvidena, je postopno opuščanje jedrske energije. Jedrsko energijo večina teh programov tudi si ne omenja ali pa pravi, da se bez jedrske energije, da je jedrska energija ena izmed rešitev, kar je zelo vprašljivo stališče, ker lahko da je spremljajoče vplivi, da pokažejo, da to sploh ni rešitev za ta velik izziv podnebnih sprememb in energetike. No in tudi en tak radikalen ukrep, ki je lahko pomemben, vsaj če druga ne, je nek parameter pristopov, je ukinitev subvencij za nadomestilo za prevoz na delo ali kakšen podoben ukrep in pa cestninjenje tovornega prometa v skladu z realnimi stroški, to se pravi precej dražje cestninjenje. Poleg tega je pa vprašanje nadaljne graditve avtocest, ki ga sicer nikjer ne zasledimo kot programski usmeritev, da se bodo gradile avtoceste, vendar bi bilo smiselno sprejeti skoraj da moratorij, oziroma samo en res minimalni program nadaljnje graditve avtocest, ker vemo, kakšne so
posledice tega. Hvala. Ana Marija v drugem sklopu, drugi sklop je zelo pester, ne? Tako da imamo naravne vire, kmetijstvo, pa še zunanjo politiko. Ja, glede varovanja, področji varovanja narave, smo pogledali, kaj stranke tukaj predvidevajo in ugotovili, da praktično kaj dlje od nek splošne formulacije o varovanju narave prek Nature 2000 ne grejo. 4 stranke te spodaj, tisto spodaj, te se sploh ne ukvarjajo z varstvom narave. Nobena stranka nima nekega finančno podprtega programa za izvajanje programa Nature 2000, kar je pa zelo pomembno, brez tega je težko kaj uresničiti. Pa tudi to se nam je zdelo zelo zanimivo. Slovenija res majhna, ampak kljub temu sodimo v tistih zgornjih 20% razvitih držav na svetu. In države so pred časom sprejele zavezo, da bodo 0,7% bruto družbenega proizvoda namenile za mednarodno razvojno pomoč razvite države. In Slovenija, spravo naše stranke, tega ne registrirajo, tega ne omenjajo. Edina stranka, ki se imejka iniciativa tega, je SD, ostale pa se pa s tem niso ukvarjali, kar je verjetno ne vem, kaže na nekaj naš samozaviranost, ali pa to, da mogoče stranke mislijo, da za povprečnega Slovenca to sploh ne tem. Bomo zdaj denarje za druge namenje. Mislim, da to tudi ni več tako, da je zmeraj več ljudi osveščenih in da to je postalo pomembno.